očistili, se pravi, da bo lažje Božiček skozi prišel. Pač malo rokavic, da ni, ker to je vroče, pa malo umazano, da lažje delaš. Pa prodorno žico, na kateri je krtača, pa bomo to lepo požirali. Aha. Da je gor še ena loputa, hladimo vodo. Treba odpreti. Čisto preprosto, najlažja metoda, da vidimo, če je dimnik čist. Lepo na ogledalo in če se lepo skodi, vidi svetloba, potem je. Bo za nekaj časa se pomeni. Na podlagi statističnih podatkov Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje je bilo v obdobju od januarja do avgusta 2008 objavljeno 151 potreb po dimnikarjih. V enakem obdobju je bilo brezposelnih 9 dimnikarjev. Bodoči dimnikarji, s svojim delom lahko ustvarite čistejše okolje. Sašo, kje si lahko pridobi človek naziv in izobrazbo dimnikarja? Ja, pot je zelo lahka. Prvo kot prvo moraš pokazati interes za takšen poklic, ker je to delo z ljudmi, treba je biti komunikativen, treba je imeti željo po delu na terenu. Naslednji korak pa je seveda vpis v poklicno izobrazbo za dimnikarja, ki pa se v Mariboru izvaja na srednji gradbeni šoli. Izobraževanje traja 3 leta. Po izobraževanju si pridobiš poklicno izobrazbo dimnikar, seveda pa je potrebno v sklopu izobraževanja izvajati tudi prakso. Česa se naučiš, recimo pri praksi? Pri praksi se učijo seveda vseh veščin te dejavnosti, od klasičnega čiščenja, storitev nadzorovanja in vsega potrebnega, ki je v sklopu izobraževanja. Kaj pa, če sem jaz recimo dijakinja srednje kemijske šole, pa bi si ful želela postati dimnikarka? Ja, tudi ta problem lahko rešimo brez težav. Možnost je pridobiti poklicno izobrazbo dimnikar na osnovi prekvalifikacije, z bilo kakšnega drugega poklica, poklicne ali tehnične izobrazbe, seveda pa je s tem pogojeno število izpitov, ki jih je potrebno opraviti, obvezno pa seveda tudi pri tem načinu izobraževanja je potrebno vključiti obvezno prakso. Recimo Božiček pri vhodu skozi dimnik, raj gre tam, kjer so dimnikarji že očistili, da ne prestrašijo otrok ves črn potem. No, mi z Božičkom imamo to urejeno, imamo ekskluzivno pogodbo, tako da nam je njegov delokrog znan in predhodno, pred njegovim obiskom je za vse poskrbljeno, razen tam, kjer pač dimnikarja ne sprejemajo odprtih rok, da ne more poskrbeti za njihove dimnike, pa žal Božiček ne hodi. Ne hodi, zelo zanimivo. Ne zamudite nas prihodnji teden, ko bomo spoznali še vse dimnikarsko orodje?
in božičkove užitke pri prinašanju daril skozi očiščene dimnike.